Spoštovani gledalci, drage gledalke, prav lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo Župan z vami posvečamo občini Šentjur, ki 24. septembra obeležuje občinski praznik. Prav zato je z nami župan občine Šentjur, magister Marko Diaci. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem vašim gledalkam in gledalcem. Pravijo, da je občina tako uspešna, kot so uspešni njeni prebivalci, njeni ljudje. Zato je občinski praznik morda priložnost, da se življenje za trenutek ustavi, da lahko najbolj prizadevnim sežete v roke, tako je bilo včasih, in se jim s priznanjem zahvalite za njihovo požrtvovalno delo. Kdo so letošnji dobitniki priznanj? Letošnji dobitniki priznanj so ljudje, ki so na nek način zaznamovali tudi to aktualno obdobje, če se tako izrazim. Zato je bil predlagan za Pavčevo plaketo predsednik prostovoljnega gasilskega društva Slivnica, gospod Milenko Tanšek. Za občinsko priznanje pa Rdeči križ oziroma posamezniki Rdečega križa, ki so se najbolj izpostavili in tudi največ pomagali pri pomladnih dogodkih, da se tako izrazim. Gre za prostovoljce Rdečega križa. No in pa seveda tudi, tako kot imamo ponavadi, vsi učenci posameznih osnovnih šol, po seveda predlogu osnovnih šol in pa dijak oziroma dijakinja šolskega centra Šentjur. Seveda mi imamo za to komisijo, ki predlaga ta občinska priznanja in občinska priznanja se podeljujejo v skladu z pravilnikom. Res pa je, da bi verjetno lahko našli tudi še kaj več, prizadevnih in uspešnih, posameznikov ali pa tudi nenazadnje organizacij. Vendar letos tudi verjetno zaradi teh dogodkov ni bilo veliko predlogov. Naj seveda izkoristim to priložnost in tudi za drugo leto pozovem vse predlagatelje, kvalificirane predlagatelje po pravilniku, da predlagajo seveda posameznike, ki si zaslužijo posebno pozornost ali pa so, posamezno svojo aktivnostjo pripomogli k ugledu in pa seveda k uspešnosti občine. Tako da s predlogi na dan, bi človek rekel. Živimo v času, ki je zelo drugačen od tistega pred, pol leta, pred nekaj meseci in nas je zaznamovalo vse po vrsti. Nekatere dogodke ste kljub temu vendarle uspeli, izpeljati v taki ali drugačni obliki, ne glede na koronavirus. Spomnimo na športnika leta, na najprostovoljca. Šentjurjevo je odpadlo, o tem boste verjetno več povedali. Izbrali pa ste Ipavčevo vino, to je protokolarno vino. Morda je to tudi priložnost, da rečete tistim, ki pa so v tem težkem času naredili več kot drugi in se tudi na nek način zelo izpostavili. Tako je, kot ste dejali, veliko prireditev je žal zaradi tovrstnih zadev, ki jih imamo letos, ne samo pri nas, ampak tudi drugje, odpadlo. Spomnim se natančno, da zadnji občni zbor, ki jih imam ponavadi tam nekje od januarja pa do konca aprila, ponavadi 60-70 občnih zborov. Zadnji občni zbor sem imel 8. marca na Planini pri Društvu upokojencev Planina, potem pa je seveda po vrsti vse odpadlo. Športnik leta, ki ste ga omenili, smo izvedli že prej. Športnica leta je tekvondistka Petra Gobec, športnik leta je gospod Hozjan iz Strelskega društva Rifnik, najboljša ekipa pa je hip-hop skupina TBA, tako da te stvari smo seveda prej izpeljali. Potem pa je odpadlo več ali manj vse, tudi prostovoljec je odpadlo, potem smo na nek način podelili ta priznanja, mislim, da je bilo junija, seveda bolj kot ne improvizirano. Prav tako smo izbrali ta Pavčevo vina tudi seveda na nek način improvizirano, v skladu seveda z vsemi ukrepi, ki so za to potrebni. No, pri izbori Pavčeve vina nas itak malo manj, vendar tisti vinogradniki, ki pa seveda to vino prinesejo, pa jih je seveda malce več. Tako da so vinogradniki to tudi, izpeljali zelo, lahko rečem, sofisticirano, da se tako izrazim. No, to je bilo tudi v tistem času vmesnem, ko so dejansko zadeve malce popustile.
vse te prireditve, ki jih imamo, od naše največje turistične prireditve Šentjurjevo, je žal odpadlo. Šentjursko poletje je bilo, večji del prireditev je tudi odpadlo. To je bila seveda odgovornost na posameznih organizatorjih, vendar žal smo se na vse te stvari pripravljali, potem pa seveda zaradi tovrstnih zadev pač jih letos žal pač nismo izvedli. Bodo pa seveda prišle na vrsto, ko se bo situacija tudi pri nas umirila. Moram pa poudariti, da karkoli si sicer kdo misli o teh zadevah, o teh ukrepih, mislim, da je potrebno biti odgovoren, da zadeva ni ravno šala. Razumem tudi potrebo po druženju ljudi, to je vse razumljivo, vendar moramo seveda paziti, da upoštevamo ukrepe, pa tudi če teh ukrepov na nek način ne bi bilo, se moramo odgovorno obnašati, kajti sami vidimo, da zadeva ni nedolžna, da očitno vpliva na vsakega posameznika različno, tudi to je dejstvo. Vendar ne vem, zakaj bi iskali nesrečo, ki že tako in tako sama od sebe pride. Recimo imamo tudi primere, tudi v naši občini so seveda takšni, ko so na nek način na določenih prireditvah oziroma aktivnostih prepevali. Tako da zdaj, če malce v šali povem, sicer kdor poje slabo ne misli, lahko pa dobi korono, ne? Tako da je treba seveda biti previden in tudi odgovoren. Tudi to bo enkrat minilo in potem upam, da bomo zopet živeli normalno življenje. Seveda so se aktivnosti s to korono poznale na marsikaterem področju našega življenja, tudi na življenju, kar se tiče občine in seveda tudi pri posameznih stvareh, tako da ni bilo ravno enostavno in naj se z tega mesta seveda zahvalim vsem, ki so nam pri tem priskočili na pomoč tako prostovoljcem, ki sem jih že enkrat danes omenil, kako tudi prostovoljcem, ki so se prijavili k mladinskemu centru, potem štab civilne zaščite, potem zdravstveni delavci v domu ostarelih, policisti, medobčinski inšpektorat in pa seveda vsi, ki so se odgovorno obnašali, tako da vsem se zahvaljujem in pa na nek način pričakujem tudi v nadaljnjem delu, kajti s to korono še nismo zaključili, da se bomo vsi odgovorno obnašali in k temu tudi prispevali, da bo družbeno zdravje, kot se temu reče, na čim višjem nivoju. Trenutno imamo po zadnjih podatkih 14 primerov v občini, imeli smo že tudi več, vendar so se deaktivirali. Naj tudi poudarim za vse gledalke in gledalce, da občina teh podatkov sploh ne dobiva, to moram povedati. Mi dobimo samo število, isto kot dobijo vsi, ne vemo, kdo je okužen in bom rekel, z tega vidika smo na nek način, kar se tiče posameznih ukrepov, tudi hendikepirani. Imel sem pa primere, ko so naši prebivalci, naši občanke in občani želeli natančno vedeti, kdo je okužen in tako naprej. Teh podatkov občina nima, tudi jih ne bi smela posredovati naprej, tudi če bi jih imela, ampak jih nima. Tako da to je seveda več razlogov za to, ne smemo pa seveda ljudi, ki tudi na nek način to dobijo, stigmatizirati, kajti to lahko ima oziroma lahko dobi vsak. Če komu kaj pomaga, naj povem tudi, da sem se sam testiral, bil sem negativen, bil sem pa v stiku, seveda sem naknadno izvedel tudi z osebo, ki je pa bila pozitivna, kar pa seveda, bom rekel, čisto, bom rekel, logično in normalno. Sem se samo izoliral, testiranje sem izvedel, sem negativen in to je bilo to. Začelo se je novo šolsko leto in pozitivno je, da so pravzaprav vsi otroci, vsi šolarji lahko šli spet v hrame učenosti. Koliko imate letos osnovnošolcev, koliko je prvošolcev, kakšen je vpis v vrtec? No, kar se tiče osnovnih šol, v naših 6 osnovnih šol in pa 4 podružnice, letos obiskuje te ustanove 1846 otrok, kar je največja številka do sedaj. Lansko leto mislim, da jih je bilo 1823, se pravi praktično 23 več. No, prvošolčkov je pa mogoče malce manj kot lansko leto, letos jih je 196. Se pravi, da gre kar za množične generacije. Jaz sem tudi letos na nek način obiskal ali pa, če želite, pospremil te naše prvošolčke v osnovno šolo. Vendar seveda smo to naredili malce drugače kot ponavadi. Ponavadi tako, da jih lahko rečem dobesedno sam pospremim v šolo, se pravi, da jim čestitam, da stisnem roko, jim osebno podelim kresničko, potem
je rutice, tako je rumene rutice in pa seveda eno knjigico, ki jo imajo za spomin na prvi šolski dan. No, letos smo to naredili malce drugače, seveda z vsemi varnostnimi ukrepi, ampak kljub temu otroci verjamem, da bo imeli lep spomin na vstop v pedagoški proces, da se tako izrazim. No, kar se pa tiče vrtca, jih imamo pa cirka 760 v vrtcih, je še kar nekaj tudi prostih mest, moram poudariti, in pa seveda tudi nekaj čakajočih, kajti nekateri želijo prosto mesto v specifičnem vrtcu, v specifičnem oddelku, na specifični enoti. Načeloma pa je seveda teh mest, lahko rečem, zadosti. Tako da nič, kaj bom rekel, posebej pretresljivega, razen to, da je uspeh to, da smo letos šli v šolo, kajti kot vemo, marca se je šola praktično zaključila, tako da smo lahko tudi tega zelo, zelo veseli in upam, da bo to tudi trajalo. Vse pa sem poudaril, da želim, da smo letos v šoli in v vrtcu, če želite, do konca junija, da ne bo prišlo do tega, kar smo tudi že videli. Ampak verjamem, da do tega pač ne bo prišlo, da bomo drugačne ukrepe izvajali, kolikor bo potrebno. Načeloma pa mislim, da je to vse v redu. No, smo pa tudi naredili kar nekaj stvari, seveda so osnovne šole in pa vrtci tisti objekti, ki so nepotrebno, ki so non-stop potrebni na nek način obnove izdrževalnih del, tako da smo kar nekaj stvari prenovili. Največja investicija na področju šolstva pa je v letošnjem letu ureditev kuhinje v Dramljah. Celotni znesek investicije ranga slabih 400 tisoč evrov. Gre za popolno prenovo kuhinje, za ureditev posameznih kanalizacijskih otokov, za ureditev tudi z standardi, ki so seveda za to predpisani, dvigala in tako naprej. Skratka, gre za kar velik poseg. To je praktično edino tisto, kar nam je še ostalo iz preteklih let v osnovni šoli Dramlje. Namreč smo jo že energetsko sanirali, tudi funkcionalno posodobili, vendar ta del je pa tudi zelo zahteven in gre za kar pomembno in pa veliko investicijo. Nenazadnje je šola Letnik tam nekje bila zgrajena v 70 letih oziroma 80 letih prejšnjega stoletja, tako da je bila tudi ta del pomemben del, potreben prilagoditve, prenovitve, seveda pa tudi v upoštevanju standardov, ki so seveda popolnoma drugačni, kot so bili včasih. Zato je tudi tak poseg, lahko rečem, zelo drag. Z novim letom ste uredili nov parkirni prostor pred zdravstvenim domom z nekaterimi drugimi novostmi. Zdaj že po tem času lahko ocenite, kako so vse to sprejeli občani in obiskovalci Šentjurja? No, gre za tako na eni strani za parkirišče Park and Ride in pa na drugi strani za parkirišče oziroma ureditev parkirnih mest. Pri Park and Ride parkiriščih smo praktično dobili tudi evropska sredstva, zato smo tam morali uvesti tudi režim modrih con, ki pa je seveda, bom rekel, po mojem mnenju tudi zelo poceni, da ne bom rekel skoraj zastojen, vendar smo morali te stvari na nek način urediti v skladu z pogodbo. Na drugi strani pa gre tudi za ureditev parkirnih mest ob samem zdravstvenem domu. Skratka, to območje, ki je bilo svoje čase rak rana, bom rekel, Šentjurja ali pa tega dela Šentjurja, smo zdaj, mislim, da zelo lepo uredili. Kolikor sem seznanjen, so občani to tudi dobro sprejeli, tako da je ta del zdaj, lahko rečem, tudi po mnenju tistih, ki niso vsak dan v Šentjurju, zelo lep. Tam raste tudi eno zasebni objekt. Hkrati smo tam tudi uredili prizidek k zdravstvenemu domu, o katerem bomo verjetno še potem kasneje rekli. Skratka, tudi ta parkirni prostor smo povezali z kolesarsko stezo, to je še dodaten del. To je bila druga faza izgradnje kolesarskih poti. Tako da je zdaj praktično od parkirišča pri zdravstvenem domu pa do konca Miloša Zidanška, tam nekje ranga 1,5 kilometra, praktično v pešnici, res lepa pot in to seveda delamo v skladu za celostno prometno strategijo, ki smo jo že pred časom sprejeli. Tudi zato smo dobili določen del sofinancerskih sredstev. Hkrati pa smo seveda uredili vse ostalo, od kanalizacij do vodovoda, do vse, kar je bilo potrebno. Tako da bo ta del, oziroma je to, lahko rečem, zelo lepo urejeno. No, zdaj v nadaljevanju bomo tudi, če gremo od zdravstvenega doma proti občini,
bomo tudi uredili z zasebnim investitorjem še ta parkirni prostor ob Resevni. Zasebni investitor je svoj del v veliki meri že uredil, kar se tiče samega objekta. Zdaj pa moramo seveda skupaj urediti tudi funkcionalne oziroma prometne površine, kajti del je občinskega, del je pa tudi zasebnega. No, v nadaljevanju pa se trudimo tudi, da bi z Elektro Celje uredili tudi odstranitev tiste trafo postaje, ki je na nek način še, bom rekel, nek tujek v tem prelepem prostoru. Tudi na tem se dela in verjamem, da bo Elektro to prej ali slej praktično tudi predstavil, na kar bomo seveda tudi mi svoj del uredili. Tako da praktično lahko rečem, da celoto zelo lepo urejujemo. No, potem v nadaljevanju pa seveda imamo plane tudi za samim tem mestnim trgom, se pravi z objektom oziroma z prostorom pred samim objektom občine, in pa tudi bo treba se lotiti nekoč nekdaj tudi objekta občinskega, kajti treba ga energetsko sanirati in funkcionalno posodobiti. Naj pri tem poudarim, da idejne zasnove že imamo narejene. Morda bo kdo rekel, zakaj tega takoj ne storite. Bom kar korektno in pošteno povedal, da čakamo na naslednjo finančno perspektivo, kajti po trenutno znanih podatkih bi naj bila sredstva namenjena tudi ureditvi posameznih manjših mest, se pravi podoben ukrep, kot so ga imele v tej finančni perspektivi mestne občine, se pravi, mi bi štartali na ta sredstva in s tem tudi uredili, bom rekel, sam center pred občino. Tako da v tem je razlog, da v to ne posežemo, kajti seveda moramo dolgoročno planirati in dolgoročno gledati in seveda predvideti, kje bo možnost kakršnega koli sofinanciranja, da lahko čim več stvari uredimo. Tako tudi delamo. V različnih delih Šentjurja imate 5 postajališč za javno izposojo koles, tako imenovano kolesce. Ta projekt je pravzaprav kompatibilen s sosednjimi občinami. Kako deluje, kako ste zadovoljni s tem? No, moram priznati, da sem tudi sam, lahko rečem, kar presenečen nad izposojo teh koles. To smo uredili tudi na ta način, da smo se prijavili na razpis tudi z ostalimi občinami, ki ste jih že omenili, tako da je ta povezava kompatibilna predvsem z Celjem, Žalcem, Polzelo in ostalimi občinami. Jaz sem sam sicer želel, da bi že predhodno uredili tudi kolesarsko pot do Celja in pa seveda proti Šentjurju, vendar žal so ti postopki drugačni in pa druga stopnja sofinanciranja oziroma drugi viri sofinanciranja so pri teh kolesarskih stezah. No, in ta projekt, se moram priznati, je zelo prijel. Je kar veliko izposoj, lahko rečem, 5 mest je, kot ste dejali, se pravi Nova vas, Hrušovec, zdravstveni dom, potem Pešnica in pa seveda pred občinsko zgradbo. No, hkrati smo pa tudi uredili ta del od zdravstvenega doma, ki sem ga že prej omenil, proti Hrušovcu, proti osnovni šoli Hrušovec. Tudi ta del je urejen, zdaj povezan z kolesarko. Naj pri tem poudarim, da je seveda ozko grlo ta naš podvoz, vendar žal trenutno drugače ne gre, zato smo tudi na ta način to uredili. Hkrati smo tudi tisti, ki so se tam zdaj peljali, tudi lahko opazili, da smo rešili tudi ali pa poskušali rešiti problem nasedanja vozil v podvozu, namreč uredili smo nihajoče table na višini, tako da tisti, ki so do zdaj obtičali v podvozu, zdaj pa res ni nobenih, bom rekel, več razlogov, da bi se to zgodilo, kajti so veliko pred podvozom samim tudi te označevalne table. To pač moramo narediti, je seveda poseg, je seveda strošek, pustimo pa zdaj, bom rekel, kaj si kdo misli, če ne veš, koliko ti je vozilo visoko ali pa to pozabiš. To je ponovadi, bom rekel, odgovornost vsakega posameznika, ampak okej, teh primerov je bilo kar nekaj in smo to tudi zdaj uredili. Tudi zato je bila že večkrat podana pobuda. Skratka, ta del je lepo urejen. Naj pa poudarim tudi to, da imamo pa v planu oziroma tudi že idejno zasnovo narejeno, da bi se rešili kolesarskih in pa peš poti pod podvozom z idejno zasnovo, ki smo jo pripravili, da bi dejansko od parkirnega prostora pri zdravstvenem domu pa tja
proti Voglajni, se pravi preko železnice in preko ceste, nekoč speljali tudi in kolesarsko in pa tudi pešpot. Ta bi naj potem povezala oba naselja, se pravi Hruševec z samim centrom Šentjur in bi se na ta način rešili podvoza. Kot sem dejal, idejno zasnovo imamo pripravljeno in to bo tudi eden projektov v bodoče, seveda, ko bo za to tudi primeren čas in pa finančna sredstva. Tako da to je tista dolgoročna rešitev, ki jo imamo na nek način na vidiku. Prav ta teden ste končali aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti. Kaj to pomeni? No, Evropski teden mobilnosti je seveda namenjen, to je tako imenovana, da se izrazim po evropsko, mehkim vsebinam, ki jih ta finančna perspektiva 14-20 na nek način ponuja. Zato s tem Evropskim tednom mobilnosti poskušamo pač osveščati naše občanke in občane in pa seveda prebivalke in pa prebivalce Republike Slovenije, da je potrebno praktično čim manj uporabljati oziroma poskušati čim manj uporabljati zasebna prevozna sredstva in da se je potrebno čim več tudi, bom rekel, gibati brez uporabe motornih vozil, da ima to veliko učinkov od, bom rekel, zdravja do nenazadnje onesnaževanja okolja, da je treba čim bolj uporabljati seveda javni prevoz. To je pač, bom rekel, temu je namenjen Evropski teden mobilnosti in tudi vse te stvari urejamo v smislu trajnostnega razvoja, tudi te kolesarske steze in pa seveda vse te stvari, praktično je to na nek način trend in mi smo dejansko s tem tudi v skladu seveda z zmožnostmi, ki nam jih ponuja obdobje tega koronavirusa, pač peljali te aktivnosti pač v skladu s tem, koliko je bila pač to možno. Občina Šentjur aktivno sodeluje pri državnem projektu izgradnje kolesarskih stez. Tako sodelujete pri projektu izgradnje kolesarskih stez do Štor, do Šmarja pri Jelšah in naprej, oziroma tudi prej do Celja. In seveda kolesarske steze, kolesarske povezave so bile tudi teme nedavnih obiskov ministra Vizjaka in pa Vrtovca. Ja, zdaj, kar se samih tiče teh kolesarskih stez, ki ste jih omenili, gre za na nek način državno kolesarsko mrežo, kjer je seveda občina, moram reči, zelo vpletena, predvsem pri projektiranju in pa seveda iskanju ustreznih poti in pa seveda potem tudi pri iskanju zemljišč. Namreč to je danes največji problem, da še to povem, včasih ljudje mislijo, da so to evropska sredstva namenjene bilo čemu in kakršnikolim zadevami, ravno obratno je. Ta finančna perspektiva 14-20 je za občine ponujala praktično samo 3 variante za koriščenje evropskih sredstev. Eno so kolesarske steze, drugo so odvajanje čiščenja odpadnih voda oziroma oskrba s pitno vodo, pa še to seveda pod posebnimi pogoji. In pa tretja so industrijske cone. Skratka, mi smo vse te stvari pripravili. No in pa, ko zdaj ravno govorimo o kolesarskih stezah, mi praktično bomo sofinancirali iz teh evropskih sredstev 2 varianti, in sicer ena varianta je Šentjur, Štore, Celje, kjer sodelujemo tudi z občinami Štore in Celje. In pa druga trasa, ki gre od Šentjurja proti Šmarju. To sta se pravi 2 različni trasi, vredni kar, bom rekel, nekaj milijonov evrov. Naša naloga je, da praktično poskušamo pridobiti zemljišča. Mi smo v veliki meri, lahko rečem to z mukotrpnim delom, z blaznim angažmajem tudi uspeli več ali manj urediti. Moram povedati, da bi pričakoval malce več kompatibilnosti oziroma posluha, bom rekel, posameznih lastnikov zemljišč do tovrstnega projekta. Nenazadnje, ko bo projekt zgrajen, bo to dejansko država tudi odkupila. Cel postopek povodi DRSI, se pravi Družba Republike Slovenije za infrastrukturo oziroma direkcija. No in v tem kontekstu smo se tudi pogovarjali tako z ministrom Vrtovcem, kako tudi z ministrom Vizjakom. Je seveda tudi kar nekaj problemov, ki se tičejo same države.
Naprimer problem poplavnih območij, namreč v tej državi imamo takšno uredbo poplavnih območij, da skoraj nič ni mogoče več narediti. Kar moram priznati tudi tukaj javno, da jaz tega ne razumem, ker nazadnje poznam tudi kolesarske steze po sosednji Avstriji, kjer pač zadeve potekajo zelo enostavno, ponovadi celo pod mostovi, recimo kakšni nivojski prehodi. Pri nas je seveda to znanstvena fantastika, da bi to uspel narediti zaradi teh naših nesrečnih predpisov. Sicer pa tudi ne razumem, rad bi videl kolesarja, ki bo po poplavljeni kolesarski poti zašel v kolesarsko stezo. No, če že zaide, potem je to seveda absolutno njegov problem, ne? To je pa tista nelogičnost v tej državi, kajti vse posod mora biti neka odgovornost ne vem koga, posameznikova odgovornost je pa praktično je ni, ne? Ampak mora biti vsak za nekoga odgovoren, kar je po mojem mnenju sicer smešno, ampak tako je. Skratka, tu so, bom rekel, določeni problemi in na to smo opozorili ministre in nismo tudi verjetno edina občina, ki smo ministre na tovrstne stvari ali pa nebuloze, da se tako izrazim, tudi opozorili. Pa vendarle bi vas vprašala, ste bili zadovoljni z nekaterimi odgovori oziroma dogovori z ministroma? No, moram priznati, da kaj posebnega niti nisem pričakoval, bolj ko ne je šlo za seznanitvene sestanke. Zadeve itak potekajo na nižjih nivojih, na operativnih ravneh. Sem pa bil, bom rekel, zadovoljen in to bom še enkrat posebej poudaril z obiskom ministra Vrtovca, kar se tiče zgodbe, ki je za nas ključna ali pa ena izmed bolj pomembnih in ima že dolgo brado, to je navezovalna cesta Dramlje-Šentjur. Tam smo dobili zagotovilo, da bo navezovalna cesta A prioriteta naslednje finančne perspektive 2021-2027. To je bilo zagotovilo države oziroma ministra te države. Tako da to tudi resno pričakujem. Kar se tiče tega projekta, naj ponovno poudarim, da občina svojo domačo nalogo naredila že leta 2011. Trenutno pa je v fazi, kar pa dela DRSI, oziroma je že v fazi tudi predmenjava vladi bilo, to je, bom rekel, izbor projektanta. En razpis je žal padel, drugi razpis pa je trenutno v teku, tako da verjamem, da bomo dobili projektanta, ki bo potem v leto in pol praktično pripravil projektno dokumentacijo in potem ni več, bom rekel, zadržkov. In če bojo besede gospoda ministra Vrtovca držale, potem bomo lahko začeli to tudi, bom rekel, fizično izvajati na terenu. Seveda bo potrebno sporedno peljati še tudi odkupe zemljišč in parcelacije in tako naprej, vendar trasa je umeščena v prostor in s tem dejansko ne vidim probleme. Gre za seveda par 10 milijonov evrov težek projekt, tako da zagotovilo je bilo dano in jaz tokrat resno držim, bom rekel, ministra za besedo, oziroma ne jaz, ampak bom rekel občanke in občani, da ne bom rekel državljanke in državljani. Ostale stvari, kar se tiče ministra za infrastrukturo, tako ali tako tečejo. Občina je pripravila ogromno projektne dokumentacije. Moram povedati tudi to, da za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo tudi dobro sodelujemo. Vsake 3 mesece ali 4 se dobimo na koordinacijskih sestankih. Tako smo zaključili krožišče Aspara, ki verjetno poznate, tudi ne nazadnje Stopče Grobelno, s kolesarko Red je praktično zaključen projekt. V fazi izbora izvajalca je krožišče pri ulici Franja Malgaja, o tem bom še malce kasneje kaj več povedal, in pa pripravljeno imamo tudi projektno dokumentacijo za, bom rekel, krožišče pri Resevni. Vmes smo tudi uredili projektno dokumentacijo za pločnik od trgovine Ikea ali pa od začetka naselja Šentjur proti Benjaminovi ulici. Projektna dokumentacija je narejena, skratka vse je pripravljeno, ta Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pripravi razpis. Rabimo še sofinancerske sporazume, kajti del sredstev bo seveda pokrila občina, tako kot vse posod. No, kar se tiče krožišča pri Franju Malgaju, mogoče da še to poudarim. Tukaj gre za konkreten projekt, ki bo dejansko na nek način dal možnost, da tudi v bodočnosti razmislimo o povezavi med zgornjim in pa spodnjim trgom, da se tako izrazim, kajti Šentjur ima ravno ta handicap, da nima na nek način enotnega trga. Tukaj namreč pride podhod pri osnovni šoli, skratka poskrbljeno bo za varnost, poskrbljeno bo tudi za nemoteno potekanje prometa in pa seveda tudi za to povezavo, ki sem omenil. Hkrati ta projekt tudi vsebuje levi zavijalni pas za pešnico, tako da
bo zadeva, mislim, da ko bo to zgrajena, zadeva, lahko rečem, zelo, zelo lepa, varnostno bo boljše, prometno bo boljše. Moram pa seveda povedati eno stvar, ne. Ta projekt bo trajal kar nekaj časa, zato že danes prosim za strpnost in razumevanje. Ta projekt se ne da izpeljati tako, da prideš, položiš in greš. To upam, da je vsem jasno in še enkrat poudarjam, bodimo pri tej zadevi strpni. Mi se v teh zadevah, ali pa ta občina se v teh zadevah pogovarja že, bom rekel, lahko rečem desetletja. Zdaj nam je uspelo, da smo vse skupaj pripravili tako daleč, speljali vse postopke, naredili vse, kar je bilo možno, da se bo začelo fizično izvajati in zdaj seveda pričakujem, da bomo pač to leto, ko bo to trajalo, pač morali to na nek način potrpeti. Drugače žal pač ne gre. To, kar se tiče, bom rekel, cestne infrastrukture, naj morda omenim še to, da je tudi v planu ureditev povezave med Dramljem in pa Kartuzijo, tudi ta naš šentjurski del. To je še zadnjih 600 metrov makadama in če bo ta zadeva izpeljana, trenutno je zadeva v fazi izbora izvajalca, pogodba še ni podpisana in verjamem, da bomo tudi to zaključili, tako da takrat, ko to uredimo, ne bomo imeli več nobenega makadamskega odseka državnih cest v, bom rekel, makadamski obliki, kajti pred časom smo uredili tudi cesto Loke-Ledinščica in pa tudi cesto Planina-Sevnica. Skratka, gre za velike projekte in lahko rečem, da smo s tem seveda kar zadovoljni. No, kar se pa tiče še obiska ministra Vizjaka, moram še to poudariti. Z ministrom Vizjakom smo spregovorili tudi o ostalih perečih problemih z področja pristojnosti ministrstva, kot so plazovi. Teh plazov imamo seveda v Šentjurju nebroj. Lahko tudi rečem, da smo tudi veliko sredstev pridobili ze strani Ministrstva za okolje in prostor, se pravi z njihovega direktorata za naravne nesreče. Tako smo v preteklih letih oziroma v preteklem letu uredili cesto javno pot Košnica, uredili smo tudi javno pot Osredek Podlešje, to je konkretno Kalobje. S pomočjo teh sredstev smo tudi uredili plaz v Krivici, to so plazovi ranga nekaj 10 000 evrov, oziroma konkretno ta plaz v Krivici je bil težek, mislim, da cirka 300 000 evrov. Ta Podlešje pa tudi ranga nekaj, mislim, da 180 000 evrov. Skratka, gre za velike posege in velike plazove. No, v letošnjem letu pa imamo tudi v planu kar nekaj posegov, tudi nekaj ureditev plazov, nekaj je že zaključenih, konkretno Dramlje, nekaj se dogaja, konkretno Vrno-Podgrad, pa tudi v Hrastju, ta tudi mislim, da je že zaključen. In pa seveda pričakujemo še tudi, da bomo začeli z dvema večjima, in sicer eno je z Marija Dobje-Bovše. Tam gre za plaz velike razsežnosti, ranga 300 in še nekaj tisoč evrov. Skratka, gre za ureditev javne poti in pa seveda kompletnega območja, kajti tam plazi že, lahko rečem, kar nekaj desetletij in upam, da bomo s tem posegom tudi to uredili, da bo ta cesta v nekem mirujočem stanju in to vem, da je rak rana oziroma problem tam stojajočih prebivalcev že kar nekaj časa. Zdaj nam je uspelo in verjamem, da bo to tudi urejeno. In pa seveda gre še za en velik plaz na področju Vodruža, namreč tam se na pobočje praktično plazi že kar nekaj časa in tudi za tam smo uspeli pridobiti ta del državnih sredstev. O tem sem tudi govoril z gospodom ministrom. Moram priznati, da z njim dosti lažje se pogovarjati, kajti poznamo se že dobrih 20 let in seveda pogovor temu primerno lažje tudi steče. No, pogovarjali smo se tudi o odvajanju čiščenja in odpadnih voda, to je pa velik problem, moram priznati. Mi imamo ogromno projektne dokumentacije pripravljene. Do sedaj, bom rekel, na Ministrstvu za okolje in prostor ni bilo, bom rekel, volje, da bi se o teh zadevah resno pogovorili. Ne vem, bodisi zaradi neznanja, bodisi zaradi, ne vem, držanja fige v žepu ali kakršnihkoli drugih razlogov. Skratka, zdaj smo se, bom rekel, dogovorili, katere stvari lahko vključimo v ta dogovor za razvoj regije oziroma katere stvari bomo lahko speljali. Namreč prej pravih informacij oziroma informacije so bile enkrat take, enkrat drugačne, zato smo tudi tavali, ampak ne glede na to, naredili smo pa ogromno projektne dokumentacije, tako da tudi za nadaljevanje je projektna dokumentacija za izboljšanje našega kanalizacijskega sistema oziroma, ko se temu reče, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tudi lahko rečem lepo pripravljeno. No in pa dotaknila smo se tudi še protipoplavnih ukrepov, na katerih ta naša občina že nekaj časa uspešno dela.
Predstavil sem mu tudi začetek faze gradnje protipoplavnih ukrepov, tako imenovane faze C1A. Namreč fazo C3 smo zaključili, to je bilo tam v sklopu tudi mostu pri Zikušku, da se tako izrazim, se pravi v tem glavnem mostu na relaciji Šentjur-Kozje, Šentjur-Planina. Tam je bila faza C3 protipoplavnih ukrepov, težka ranga €500,000. No in v sklopu te faze C, ki je sestavljen, tako kot sem prej rekel, iz faze C3 in pa C1A, zdaj pa začnemo za fazo C1A, to pa je na območju Hrušovca ob Kozarici, konkretno levi breg Kozarice in pa praktično del proti recimo temu jugu Hrušovca. Tam bomo zaščitili praktično območje Hrušovca z protipoplavnimi nasipi, zidovi, tudi pride, bom rekel, prestavitev določenih vodov, nastavek za bodočo obvoznico Hrušovec, skratka kar konkreten poseg, izvajalec je zbran, praktično je vrednost projekta ranga €1,5 milijonov in pa seveda tudi tukaj bi lepo prosil za, bom rekel, potrpežljivost, kajti to je tudi projekt, ki bo trajal kakšno leto, kajti gre za močne posege v okolje. Da ne govorim o tem, da smo se seveda za projektno dokumentacijo in s projekti in z pridobivanjem zemljišč ukvarjali, lahko rečem, leta, kajti to je dan danes vse prej kot enostavno in bilo je veliko naporov vloženih strani mojih sodelavcev in pa tudi nenazadnje mene, da smo praktično zadeve pripeljali tako daleč, kot smo jih. Seveda imamo tudi velikokrat različne sogovornike pri vseh teh zadevah, tako da, ampak nenazadnje smo tako daleč, da se bo zadeve začele tudi fizično izvajati. No, v nadaljevanju pa bomo tudi pripravili projektno dokumentacijo za fazo D in fazo E, to sta dva zadrževalnika, eden na območju Zgornjih Lokal, drugi na območju Črnolice oziroma Nove vasi, tako da zadeve seveda tukaj tečejo dalje. Še na eno cesto bom spomnila, in sicer v planu je tudi prenova ceste Dole-Ponikva-Šentjur. Tako je, to sem pa hotel v nadaljevanju seveda povedati, tudi ta cesta ima dolgo brado. V bistvu smo se dogovorili tudi za ureditev, bom rekel, tega dela ceste. Sam sem v poletnih mesecih tudi nesel popise na direkcijo, tako da en del se bo tudi zdaj v kratkem preplastil. Drugi del, se pravi faza 1 in pa faza 2, pa gre v izvedbo, izvajalec je že izbran in vsak trenutek čakamo tudi, da bojo stroji zabrneli. Gre za dve fazi, potem dogovorili pa smo se tudi za faze 3 in 4, tako da tudi ta del bi naj šel v razpis v čim krajšem možnem času. Zato se je zavzel tudi minister Vrtovec. No, kar se tiče te ceste Dole-Ponikva, pa naj poudarim tudi to, da pripravljamo tudi občinski podrobni prostorski načrt za izgradnjo nadvoza na Ponikvi. Mi smo svoj del naredili, tako da pričakujemo zdaj, bom rekel, tudi od direkcije, da pripravi oziroma daje, bom rekel, zagotovi finančna sredstva za določene strokovne podlage, tudi za ureditev, bom rekel, te projektne dokumentacije, postopek in zadevo pa bomo seveda vodili na občini, kajti z obema ministroma smo se pač na nek način strinjali, da je dosti racionalneje in dosti hitreje, če to vodi občina, država pa naj zagotovi sredstva. In tako je seveda vedno, občine smo tiste, ki na nek način moramo same peljati tudi državne zadeve, da ne govorim tudi o domačih zadevah, skratka, vedno pa je problem potem denar in jaz vidim sam načine, kako bi se dalo dejansko določen del denarja iz državnega nivoja spraviti tudi na nižji občinski nivo, kajti tukaj definitivno smo veliko bolj, bom rekel, aktivni, proaktivni in operativni, če želite, kot sama država. To je dokaz vsepovsod. Zato tudi dejansko mi peljemo ali pa pripravljamo projektno dokumentacijo za tudi državne projekte, ne, tako da včasih se človek marsikaj vpraša. V preteklosti ste velikokrat opozorili na prenizko povprečnino. Kako ste zdaj zadovoljni ob spremembi? No, ravno to je ta del teme, o katerem smo na nek način prej govorila. Zdaj je
Tokrat je povprečnina, lahko rečem, z letošnjim letom malce višja. Sicer ne dosega še tistih ravni, ki so predvideni z zakonom, vendar moram priznati, da je zadeva dosti bolj užitna, kot pa je bila v preteklih letih. Namreč naj poudarim, v preteklih letih nam je ta država preko seveda drugih zakonskih predpisov mimo zakona o financiranju občin sklestila naš proračun v teh letih od 11 pa do 19, če želite, oziroma do 20, tam nekje za 19 milijonov evrov. Hkrati pa za to isto država pripravljamo mi projektne dokumentacije, financiramo in tako naprej. Tako da znižanje povprečnine definitivno ni, bom rekel, pravi odgovor te države na probleme te države. Ta država ima druge probleme, da smo si popolnoma nejasni in to bom vedno zagovarjal. In upam, da se bo v tej smeri tudi stvari kaj spremenile. Namreč povprečnina ni stran vržen denar, mi moramo v tej državi za vsako malenkost plačati vsako stvar, tudi ne nazadnje, ko pripravljamo vodovode ali pa skrbimo za, bom rekel, državne vodotoke, kjer rabimo služnost, mora mi državi to dati odplačno. Ne pa, oziroma nam ta država odplačno, ne pa ne odplačno, kar je, bom rekel, nonsens. Vendar zato tudi jaz želim, da ta povprečnina, in na tem bom vedno vztrajal, ostaja na tistih nivojih, ki jo predvideva zakon o financiranju občin. In mislim, da bo tako dosti lažje. Povrniva se malce še nazaj, čeprav ste veliko že povedali o 3 krožiščih v Šentjurju, pa o cesti Dramlje-Straža na gori Kartuzija. Potem recimo projekt odseka Črnolica-Gorica pri Slivnici pa Pločnik. Veliko je tega. Morda še kakšna beseda o katerem izmed teh projektov? Ja, mogoče, kar se tiče odseka Črnolica-Gorica pri Slivnici, to je v načrtu razvojnih programov. Mi smo to projektno nalogo tudi uvrstili. Bom rekel, tukaj konkretnih stvari seveda še ne morem obljubiti, oziroma niso nam še, bom rekel, na nivoju direkcije o tem, bom rekel, pripravili, bom rekel, tiste stvari, ki jih morajo pripraviti. Gre seveda za odsek mimo tega tako imenovanega Halerjevega brega, ta je, oziroma Halerjevega Čatrovega brega, da se tako izrazim. Tam imamo mi neke ideje, da bi te zadeve spremenili. Seveda bo prišlo tudi to na vrsto. Je pa seveda tudi, bom rekel, kar nekaj stvari, kar se tičejo, bom rekel, samega vzdrževanja, to se pravi preplastitev cest. Ravno v preteklem obdobju je bila urejena preplastitev tudi proti od Gorice oziroma od Turnega proti Hrastu oziroma proti Prevorju. Tako da zadeve potekajo, lahko rečem, korak za korakom in verjamem, da bo tako tudi v bodoče. Mi se bomo seveda trudili. Veliko je dela na občinskih cestah tudi. Tako je. Zaključujete z 2-letnim programom prenov cest po tistem planu, ki ga pripravite za vse krajevne skupnosti. Tako je, vsake 2 leta imamo razpis, krajevne skupnosti prijavijo svoje odseke, potem seveda te odseke uvrstimo v tudi naš proračun in zdaj se ta razpis zaključuje, tako da se v vsaki krajevni skupnosti tisti odseki, ki smo jih pripravili in jih je bila krajevna skupnost v stanju, seveda s sodelovanjem krajanov tudi pripraviti. Mi potem praktično sfinanciramo asfaltno podlago in pa še marsikaj drugega. Nekaj pa seveda prispevajo tudi sami krajani in pa tudi krajevna skupnost. To je pač v skladu z dogovorom znotraj posameznih krajevnih skupnosti. Ta del zgodbe je zaključen. Kar se potiče, bom rekel, lokalnih cest, pa smo praktično zaključili v tem obdobju od lanskega praznika do letos, če govorimo o tem obdobju, tudi izgradnjo ceste Pešnica-Podgrad, ki je bil zelo, lahko rečem, velik zalogaj. Gre za kar, lahko rečem, lepo dolžino ceste, slab kilometer. In pa seveda tudi zaključili smo tudi prvo fazo izgradnje ceste proti Rifniku, se pravi Jakob-Rifnik. Tudi tu gre za slabih 500 metrov ceste, seveda z vsemi pripadajočimi elementi, kajti danes te ceste seveda delamo, lahko rečem, zelo, zelo kvalitetno. Mogoče še bolj kvalitetno, kot bi bilo potrebno, ampak mislim, da moramo gledati in stremeti temu, da poskušamo pač urejevati tam, kjer urejujemo, bom rekel, področja čim bolj kvalitetno. No, v naslednjem obdobju pa imamo v planu tudi ureditev ceste Slatina-Pletovarje in pa Loka pri Žusmu
praktično tisti del, ki teče po našem območju. Po našem območju teče cirka kilometer pa pol ceste, ostale v šmarski občini. Tako da upam, da bomo tudi tu naredili korak naprej. Idejne zasnove oziroma izvedbeni načrti so pripravljeni, v tem obdobju do naslednje gradbene sezone pa se bo pričelo z izbiranjem, bom rekel, oziroma z urejevanjem potrebnih zemljišč. Nekaj bo potrebno urediti, vendar čim manj, tako da tudi te stvari upam, da bomo tudi kvalitetno uredili. Ste imeli tukaj v mislih cesto Dolga Gora, Sladka Gora? No, Dolga Gora, Sladka Gora, to sem pa, se opravičujem, malce pozabil, ta pa je ravno tudi v izvajanju, gre za ureditev slabih kilometra pa pol cestišča na dveh delih te krajevne skupnosti. Ta pa bo zadeva tudi, bom rekel, v kratkem tudi izvedena, urejena, je pa ranga 400 000 evrov, skratka, ta projekt bo tudi v kratkem zaključen, tako da tudi ta del bo lepo urejen. In zdaj na drugo področje želite prizidati ambulante v zdravstvenem domu Šentjur. Kaj boste postorili tam, koliko bo teh ambulant? No, investitor tega območja je, oziroma te nadzidave je občina Šentjur, financer pa je zdravstveni dom, to moram posebej poudariti. Mi smo tudi peljali vse postopke, tudi se dogovorili za, bom rekel, razširitev, gre za dodatne ambulante in za dodatne čakalnice, pa vse spremljajoče prostore za, lahko rečem, potrebe zdravstvenega doma in pa potrebe naših, bom rekel, prebivalk in prebivalcev oziroma občank in občanov. Skratka, na zdravstvenem domu smo tudi v preteklosti, ko lahko rečem, kar veliko postorili. In nekateri pravijo, da imamo zelo lep in pa zelo kvaliteten zdravstveni dom. Seveda si želimo čim bolj, bom rekel, približati ta primarni zdravstveni segment našim prebivalcem. Je pa seveda, in to je trebno zastopiti, potrebno razumeti, da v danem trenutku, ko pa imamo težave z tem covidom, pa je, bom rekel, to, kar lahko rečem, pereč problem. Za obravnavo na občinskem svetu pa pospešeno pripravljate tudi dolgoročni razvojni program za obdobje 2021-2030. Katere projekte boste vključili v ta dokument? Vključili bomo vse projekte, ki jih na nek način vidimo že sedaj in pa tudi, bom rekel, bodoče. Gre, bom rekel, za kar velik segment po različnih področjih. Marsikaj imamo tudi že pripravljeno projektno dokumentacijo. Smo pa seveda s tem dolgoročnim razvojnim programom želeli tudi aktivirati, bom rekel, naše občanke in občane, da tudi sami povejo, kje so tisti pereči problemi, kje vidijo rešitev. Resnici ljubo se na teh delavnicah nazadnje sfokusira potem na kakšno ogledalo in pa na kakšno živo mejo. Nekaj pa je bilo tudi, bom rekel, zelo dobrih predlogov, tako da imamo, bom rekel, tisto sliko, da delamo ne samo na pravi način, ampak tudi prave stvari. Namreč želimo biti tako uspešni, kot učinkoviti, in to smo lahko samo takrat, kadar delamo prave stvari na pravi način, oziroma na pravi način prave stvari. In to je, bom rekel, ključni del, bom rekel, te priprave tega dolgoročnega razvojnega programa, ki bo šel kmalu v javno razpravo. Seveda ga bomo poskušali pripraviti tako, da to ne bo dokument, ki bi imel 200 strani ali pa bi stal recimo 50 milijonov, kot je stala naša strategija dolgoročnega razvoja Slovenije. Mi bomo to sami pripravljamo v sodelovanju z Razvojno agencijo. Bo pa to seveda tisti krovni dokument, s katerim bomo tudi potem začrtali smernice za posamezne politike, tako na področju kmetijstva, turizma itd. Tako da projektov pa lahko rečem, da imamo zdaj že pripravljeni ne samo do leta 2030, ampak tudi tam nekaj krepko proti 2050. Prej ste že na hitro omenili ureditev mestnega parka pod Križem. Tako je. V središču mesta. Kaj bo to pomenilo za prebivalce? To pa je tista zadeva, ki je kompatibilna ravno z izgradnjo tega podhoda, ki sem ga prej omenil pri krožišču. Namreč pripravili smo idejno zasnovo, ki smo jo tudi predebatirali z krajevno skupnostjo. Bi jo pa seveda želel predebatirati oziroma dati možnost našim meščankam in meščanom ali občankam in občanom, kakor želite, da tudi sami, bom rekel, to zadevo vidijo, še dodajo svoje predloge. Rad bi pa naredil seveda javno predstavitev tega. No, namreč pripravili smo načrt ureditve mestnega parka, kjer bi potekala promenada praktično od tega podhoda pri Frani Malgaju
čez Pešnico proti tako imenovanem križu, ki ga imamo v centru Šentjurja. Tam imamo 30.000 kvadratnih metrov zelenih površin. Mi smo to pred 2 letoma odkupili od UTB-ja, z seveda željo in ambicijo, da tam vzpostavimo mestni park, kajti če imamo Šentjur kot mesto, je eden izmed atributov mesta tudi mestni park in tam seveda želimo praktično zadeve urediti z različnimi, bom rekel, takimi in drugačnimi objekti. Idejna zasnova, kot sem dejal, je pripravljena, smo jo tudi že predebatirali z krajevno skupnostjo, tudi z tistimi pobudami, ki so bili dane strani krajevne skupnosti oziroma predstavnikov v krajevnih skupnostih, bomo idejno zasnovo dopolnili. Bi jo pa seveda želel tudi še predebatirati z, bom rekel, našimi občankami in občani, se pravi, da bi naredili javno predstavitev tega projekta in potem seveda pripravili zadeve za izvedbo. No, to je eden izmed takih večjih projektov, ki ga bo možno tudi delati fazno, in to je eden izmed stvari tudi, ki je na nek način dobila svoje mesto v dolgoročnem razvojnem programu, tako da tega je seveda zelo veliko. Lahko rečemo, da je Šentjur zelo tesno povezan s kulturo. Nenazadnje tale pogovor poteka v Ipavčevi hiši, v hiši muzej, v protokolarni hiši, kateri je še marsikaj drugega. Spomnimo, da je kultura in tudi drugi dogodki so zelo bili kulturni dogodki, športni dogodki so bili letos izvedeni zaradi koronavirusa v okrnjeni obliki, tako tudi 50-letnica Zveze kulturnih društev Šentjur. Pred vami pa so recimo Ipavčevi kulturni dnevi. Kako se boste lotili tega izziva? Težko vam tudi danes povem, kako natančno, kajti ukrepi se spreminjajo tedensko, seveda se bomo pač morali prilagoditi vsem tem ukrepom. Bomo pa poskušali zadeve izpeljati tako kot vsako leto, nenazadnje Šentjur močno povezan s kulturo, tako kot ste sami dejali. Tudi 50-letnica Zveze kulturnih društev, ki jo naj ob tej priložnosti še enkrat čestitam, je bila letos žal pač v okrnjeni izvedbi. To je pač, bom rekel, v dani situaciji se moramo prilagoditi pač temu, kar nam omogoča. Skratka, verjetno bo malo manj publike, bojo pa aktivnosti izpeljane tako, kot smo si na nek način začrtali. Poslužili pa se bomo tudi novih, bom rekel, poti, ki so, bom rekel, v tej situaciji možni. Govorim seveda o IKT tehnologiji. No, kar se pa tiče, bom rekel, drugega leta, pa naj poudarim, da imamo drugo leto, obeležujemo 100-letnico smrti Josipa Ipavca. To bo tudi na nivoju države, je razglašeno Ipavčevo leto, tudi s to pobudo smo uspeli, tako da pričakujemo kar vrsto aktivnosti. Tudi državna sekretarka je že obiskala Šentjur, kjer smo se tudi o tem, bom rekel, pogovorili. Doktor Krdina bo tudi napisal eno knjigo, oziroma je že napisal, tako da bomo kar nekaj stvari pripravili. Cel nabor prireditev je na nek način nabor prireditev se pripravlja in se na nek način tudi zadeve pilijo in tu sodelujemo tudi zelo s knjižnico Šentjur, tako da pričakujemo, kar bom rekel, odzivno leto in prav je tudi, da naše Ipavce na nek način še enkrat ali pa ponovno, če želite, opozorimo slovensko javnost na njihov prispevek k kulturi v Republiki Sloveniji. Dotakniva se še področja turizma, ki je prav tako na udaru korona krize. Ali boste izkoristili tole priložnost, da pa vendarle povabite obiskovalce, turiste, kakorkoli jih že imenujemo, v Šentjur, da ga pokusijo kulinarične in enološke dobrote? Ja, seveda, veseli smo, da ljudje obiščejo Šentjur, da tukaj prespijo. Nenazadnje, kljub temu, da imamo kar težave z določenimi, bom rekel, nastanitvenimi objekti, ki jih poznamo iz preteklosti, lahko rečem, da je kar nekaj, bom rekel, naših zasebnikov ima pripravljene kapacitete za izkoristitev vavčerja, tako da je bilo tudi tega kar nekaj v Šentjurju izkoriščeno, tako da seveda vsi ljudno vabljeni, naj si pridejo ogledati, naj tukaj prespijo in pa seveda tudi na nek način našim turističnim ponudnikom praktično omogočijo njihovo predstavitev in pa seveda tudi pustijo, bom rekel, svoj del kolača
praktično v občini Šentjur našim, bom rekel, ljudem, ki se s tem seveda ukvarjajo. No, občina kot taka je tudi v preteklosti marsikaj naredila na promociji turizma. Seveda pri nas je to težje narediti kot naprimer v sosednjih krajih, kjer imajo hotele, bazene, termalno vodo. Tam je seveda marketing dosti lažji. Mi pa smo seveda s tistimi mehanizmi, ki jih pač imamo na voljo, tudi uredili, tako da imamo nenazadnje srebrni znak Green Slovenija. Potem tudi naš Zgornji trg je bil že najlepši trg v državi. No, rezultate letošnjega razpisa Turistične zveze Slovenije pa še ne poznamo, pa verjamem, da so po prvih občutkih, lahko rečem, tudi oni videli, bom rekel, da kar izvajamo določen napredek tudi na tem področju izgradnje infrastrukture. Je pa še ena stvar, naša prednost je seveda, bom rekel, ta neokrnjena narava, prijazni ljudje in pa dobri ponudniki, ki jih je, lahko rečem, kar veliko, kljub temu, da se mogoče druge destinacije, ki imajo seveda boljše možnosti, naravne danosti, če želite, pač tam je lažje izvajati marketing. Je pa tam tudi večja gužva. Zato morda ob koncu najinega pogovora ne bi bil odveč poziv k odgovornosti v tem času tako imenovane korona krize, da so ljudje odgovorni in k temu dodate seveda še čestitko ob občinskem prazniku, kajti vsakemu pač v teh časih ne boste mogli stisniti roke. Žal letos zaradi situacije res ne, bi pa izkoristil seveda to priložnost, da spoštovanim občankam in občanom čestitam ob našem skupnem prazniku, ki ga bomo pač letos zaradi situacije obeležili nekoliko drugače, vendar kljub temu v ohranjanju fizične razdalje ostanimo povezani, ostanimo skupnost. Prosil bi pa seveda še, da dejansko vsak poskrbi za svojo varnost, pa ne samo za svojo varnost, ampak tudi za varnost do svojega soobčana oziroma soobčanke. Ostanimo zdravi in lepo praznujmo. Mi pa se vam prav lepo zahvaljujemo za tale pogovor, za vaše gostoljubje v občini Šentjur in vam seveda tudi v prihodnje želimo veliko uspeha pri vašem delu. Hvala tudi vam in jaz seveda želim, da tudi naprej uspešno sodelujemo. Vsekakor bomo. Spoštovani gledalci, drage gledalke, vam pa hvala za pozornost. Veseli smo bili vaše družbe, ostanite z nami še naprej in nasvidenje.